V primeru Patria je prvoobtoženi Janez Janša, ker naj bi neugotovljenega dne na neugotovljen način na neugotovljenem kraju dobil oblobo nagrade in še to za druge. V Višnji Gori pa so sodili kozlu, ker so se mu pocedile sline v pogledu na solato na sosedovem vrtu, ampak tam so tožilci vedeli, komu, kdaj in kje so se pocedile sline po solati. Pri Patriji pa to ni ravno očitno. In kot trdijo naši viri, naj bi se prav v zvezi z uskladitvijo sodbe v tem procesu skrivaj sestajali predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša, predsednica Okrajnega sodišča v Ljubljani Vesna Pavlič-Pivk, profesorja na Pravni fakulteti v Ljubljani Ljubo Bavcon in Katja Šugman-Stubbs ter sodnica v primeru Patrija Barbara Klajnšek. Tudi v kozlovski sodbi so morali pri končni odločitvi pomagati drugi. Kozlu v Višnji Gori so pretepli njegovo senco. Tožilec Frlinc pa za Janšo zahteva 2 leti zapora. Hočeš, nočeš, smo morali predlagati tako kazen, čeprav pravzaprav z nekim, bi rekel, bi rešil, da se vse to ne bi zgodilo. Ljudi, ki jih omenjajo naši viri, smo seveda vprašali, ali se sestajajo. Odgovorili so, da se srečujejo po službeni dolžnosti, pa tudi na manj uradnih srečanjih, vendar nikoli skupaj in z namenom vplivanja na proces. Zanimivo pa je, da sta Pavlič-Pivkova in Šugman-Stubbsova odgovorili na naša vprašanja isto minuto, ter da je Šugman-Stubbsovi odgovor pomagala napisati predsednica častnega razsodišča Društva novinarjev Slovenije Ranka Ivelja, kar dokazuje elektronsko sporočilo.